Govoriti o prvi svetovni vojni bo v kratkem postalo zelo vsakdanje. Kajti ta zelo pomemben dogodek, kot je že gospa Tatjana rekla, v kratkem slavil 100. obletnico. To pomeni, da pravzaprav v resnici postaja zgodovina. Torej, pravzaprav živih prič je komaj še za vzorec. Pred 2 letoma je umrl poslednji vojak, ki se je še bojeval v prvi svetovni vojni v Romuniji. Skratka, lahko zdaj po tolikih letih pač vidimo vse posledice, ki jih je prva svetovna vojna prinesla. Zgodovina pač ni eksperimentalna veda in ne moremo napraviti poskusa, kako je pravzaprav bilo. Zgodovina lahko razsoja in ugotavlja, kako pravzaprav je bilo na podlagi posledic. Da pa se pokažejo vse posledice določenega dogajanja, mora miniti določen čas. Še pred kakimi 40 leti, 30 leti bi rekli, da je trajna posledica prve svetovne vojne, recimo nastanek 2 svetov, poleg običajnega še socialističnega. Danes se pokaže, da pravzaprav temu ni tako. Zaradi tega mora miniti nekaj generacij, da se pravzaprav lahko res pokažejo vse posledice. In zdaj k samem temi predavanja. Niti malo si ne gre predstavljati, da jo bomo lahko izčrpali po vsej širini. Svet leta 1900 ali 1910 je bil in ni bil podoben sedanjemu. Po eni strani si ljudje v tistem času, v Evropi je bil mir že vsaj eno generacijo, niso mogli predstavljati nekega oboroženega konflikta zelo velikih razsežnosti. Po drugi strani, in to je paradoks, pa so se vsi pripravljali nanj. Evropa je bila v drugi polovici 19. stoletja, od leta 1871 dalje, pravzaprav kontinent miru. Spori med velikimi silami so se prenesli v kolonije. Paradoks kolonij je, da se niso prav nič izplačale. Vse kolonialne sile, razen morda Velike Britanije, so z njimi imele popolno izgubo. To se danes pač kaže mogoče kot malce presenetljiva, pa vendarle z matematiko podprta resnica. Kajti predno se je dalo v kolonijah karkoli izkoriščati, bilo treba zgraditi pristanišča, bilo treba zgraditi železnice, je bilo treba vzpostaviti moderno upravo in to se v kratkem času pravzaprav ni dalo. In ko so zlasti Nemci po prvi svetovni vojni preračunavali, so videli, da jim od 1878. leta, ko so pridobili prve kolonije, pa do 1914 saldo nikakor ni bil v črnih, ampak vedno v rdečih številkah. Podobno so pozneje ugotavljali Francozi in seveda tudi druge sile. Torej, spori so se, če so že izbruhnili, prenesli v izven evropski svet. To pravzaprav niti ni kaj novega.
20. stoletju govorimo o dveh svetovnih vojnah, samo vojne, ki so zajele več kontinentov, so bile seveda že prej. Takšne so bile napoleonske vojne, ki so potekale v Evropi in Ameriki. Takšna je bila 7-letna vojna, ki je poleg tega potekala še v Indiji. Lahko bi posegli še dlje v zgodovino. Toda razlika je bila v nečem drugem. Sedaj v 20. stoletju so tehnična sredstva omogočala, da so operacije potekale koordinirano. V 7-letnih ali napoleonskih vojnah se je tisto, kar so načrtovali v Evropi, da se bo zgodilo v Ameriki, lahko zgodilo šele čez leto dni, predno so tja pripeljali vojake. V prvi svetovni vojni je bila stvar mnogo hitrejša. In prva svetovna vojna je ravno zaradi tega tudi ljudem, ki so se udeležili, dala takšen občutek, da je nekaj popolnoma novega. In v tem smislu je seveda tudi bila. V tem smislu je bila tudi pravzaprav začetek edine svetovne vojne, kajti druga je bila samo njeno nadaljevanje in posledica slabo sklenjenega miru. Zlasti, kar zadeva Nemčijo, ki je doživela gotovo zelo težko usodo, saj so ji naložili vso krivdo za izbruh prve svetovne vojne, vendar bomo videli, da pravzaprav je bila krivda oziroma razlog za izbruh sovražnosti nekoliko širši in nikakor ne samo pri eni izmed velikih sil. Torej, Evropa je lahko bila pa tudi tako zelo harmonična. Takrat niste, tako kot danes, potrebovali potnih listov, da ste potovali z enega konca Evrope na drugega. Edino za Rusijo je bilo treba imeti potni list, pa za Turčijo, pa morda še za kakšno balkansko deželo. Drugače so ljudje lahko potovali seveda prosto, brez potnih listov. Bila pa je Evropa seveda enotna tudi v smislu vladarskih dinastij. Samo Habsburžani in deloma španski Bourbonci niso bili v neposrednem sorodstvu, krvnem sorodstvu z nikomer. Vsi drugi vladarji so bili sorodniki. Nemški cesar, ruski imperator oziroma popularno imenovan car in angleški kralj so bili pravzaprav neke vrste bratranci preko danskega dvora. Italijanski dvor je bil z drugimi povezan preko črnogorskega, torej preko ruskega, kajti črnogorske princese so bile v Rusiji silno zaželene. In tako bi lahko v nedogled naštevali, kaj vse je tedanjo Evropo seveda družilo. In seveda ta Evropa je bila naslednica tiste, ki jo je pravzaprav ustvaril knez Bismarck, ko je sredi Evrope napravil njeno najmočnejšo državo, to je seveda Nemčija. Nemčija je bila vodilna sila v drugi industrijski revoluciji. Če prvo industrijsko revolucijo poganjal premog in para,
je drugo industrijsko revolucijo poganjala seveda že elektrika. In tukaj je imela seveda Nemčija velikansko prednost z izvrstnim šolskim sistemom, ki je bil vzor za pravzaprav vse druge šolske sisteme. Kajti, če so v parnem stroju še lahko delali nekvalificirani, priučeni ljudje, ob električnih strojih nečesa takšnega ni bilo več mogoče. In 1790 je nemško govoreče ozemlje imelo recimo 48 univerz, Anglija, ki je bila pa vodilna v prvi industrijski revoluciji, pa 2. Še danes obstoječi Oxford in, kot reče v Oxfordu, the other place, torej drugi kraj, to je Cambridge. V Cambridgeu je ravno obratno. Skratka, Nemčija je postala tudi zaradi svojih naravnih bogastev vodilna sila. Imela je razen Rusije seveda največ prebivalstva, imela je največ železniškega omrežja. In seveda bila je velika umetnost, da se takšne Nemčije, ko je nastala, evropske sile niso bale. In zares se je takrat niso bale, kajti Bismarck je bil toliko moder državnik, da je to preprečil. Nikakor ni hotel se zaplesti v spor z Rusijo, kjer je bil včasih pruski ambasador in je od tistih časov imel seveda osebne kontakte z vodilnimi ruskimi državniki. In druga stvar, ki se je lotil, je bila pomiritev največje pomorske sile, to je Velike Britanije. Če je bila Rusija potencialno edina nevarna Nemčiji in je to pač obvladoval z osebnimi zvezami, je Veliko Britanijo pomiril s tem, da čeprav bi lahko, sam ni gradil nemške mornarice. In se ni tudi spuščal v kak velik boj za kolonije. Če bi bilo po njegovem, pravzaprav verjetno Nemčija niti ene kolonije ne bi imela, ker če imaš kolonije, potrebuješ mornarico. S tem pa prestrašiš Veliko Britanijo kot prvo pomorsko silo. No, ko je 1890. leta starega Bismarcka novi nemški vladar, cesar William II. Odslovil, je nemška elita, ki je bila seveda zdaj najbogatejša, pravzaprav v Evropi, ocenila, da je prišel čas, ko se ni treba več v ničemer zavirati, ničemer odpovedovati. In Nemčija je začela graditi orjaško mornarico. Cesar, ki je bil pravzaprav zelo mlad, ker njegov oče je umrl po 100 dneh vlade pač za rakom v grlu. In torej ena generacija izkušenih vladarjev je pač v Nemčiji umanjkala. In prestol je zasedel nekdo, ki je imel čisto drugačen imaginarij kot generacija vladajočih, torej predstave, generacija vladajočih poprej. Kajti ta vmesna generacija je torej umanjkala. In zdaj se je pač Nemčiji zdelo, da in tej nemški eliti, in tej generaciji nemške elite, če smo bolj natančni, da če je Nemčija takšna
pravzaprav vse povsod občudovana dežela in to je Nemčija 1890, 1900, 1910 bila. Vse povsod so se zgledovali v šolskem sistemu, po načinu industrializacije, ne glede na to, koliko je bila komu všeč nemška politika. V Rusiji so se zgledovali po Nemčiji, v Avstro-Ogrski. Italijanski bančni sistem je bil pravzaprav, kot je danes, popolnoma v nemških rokah. In še bi lahko seveda naštevali. Skratka, ta Nemčija oziroma njeni vladajoči krogi ki so tudi najbolj uspeli rešiti socialno vprašanje. V Nemčiji je bilo sicer res močno socialistično gibanje, ki pa ni bilo uperjeno tako kot v katerikoli kakšni drugi državi proti državi. Kajti Bismarck sam je uvajal, čeprav je bil nasprotnik socialistov, socialne ukrepe. To, kar poznamo pod pojmom socialna država, torej s socialnimi zavarovanji in s podobnimi stvarmi, z omejitvijo delavnika, to se je pojavilo v Evropi pravzaprav v Bismarckovi Nemčiji. Torej nekakšno ravnotežje med delom in kapitalom. S tem je bil v Nemčiji pač prizanešen nekakšen notranji boj, ki je recimo razredal Rusijo. Ruski socialisti, kakršnikoli vseh vrst, od zelo zmernih nemarksističnih do najbolj ortodoksnih marksističnih, so seveda bili proti obstoječemu redu. V Nemčiji seveda ni bilo tako. In zaradi tega si je torej nemška vladajoča elita v času cesarja Viljama II. Predstavljala, da lahko zdaj odigra kaj drugačno vlogo na velikem odru sveta. Začela je torej graditi floto. Cesar je ugotovil in v izjavu za časopise, da unsere Zukunft liegt auf dem Wasser. Torej, naša prihodnost pluje na morju. Seveda, s tem je pa se zgodilo tisto, kar je Bismarck poskušal na vsak način preprečiti, kajti če bi tri največje evropske sile, torej največja kopenska sila po vojaštvu in industrijski moči, to je 70-milijonska Nemčija, na drugi strani največja pomorska sila Velika Britanija in potencialno največja sila Rusija, vendarle se nekako uskladile, potem bi nihče pravzaprav v Evropi niti pomislil na to, da bi lahko začel vojno s katerokoli od teh v medsebojni harmoniji živečih sil. Samo zgodilo se je to, da se je pravzaprav Anglija začela, Velika Britanija, ki je imela največji kolonialni imperij, začela spraševati, kaj pa zdaj ta auf dem Wasser politik pomeni, torej ta politika na vodi. In seveda, kaj se je začelo dogajati pa z Rusijo? Rusija se je v poznem 19. stoletju širila v osrednjo Azijo in na Daljni vzhod in tamkaj leta 1904-1905 doživela polom v vojni z Japonsko. Ostala je brez vsakršne pomorske moči, ker so bile 2 od 3 njenih flot uničene v tej vojni. Rusija je lahko
čez vso Sibirijo pravzaprav spravila zelo omejeno količino vojakov, saj pravi čudež je bil, da jih je nekaj 100.000 lahko spravila tja. Logistika je pomenila v tistem času za vojsko že precejšen problem. Ne? V Napoleonovi dobi vojske velike 10, 20, 30 tisoč ljudi in potem so se morda 2 ali 3 še združili za kakšno veliko bitko. Ampak takšna vojska se je lahko preživljala pravzaprav z tistim, kar je našla na določenem ozemlju. Vojska, kjer je bilo pa mobiliziranih po nekaj 100.000 ljudi v vsako armado, Nemčija recimo jih vzdrževala v mirnem času 8, Rusija seveda še mnogo več, je bila pa stvar seveda drugačna. 100.000 vojakov ne morete poslati na pot in naj se preživljajo s tistim, kar pač dobijo. To je treba pač predvideti, kako se bojo prehranjevali, kako bojo, po kakšnih poteh bojo napredovali, kam bojo, kje bojo tovorili topove, ki so bili zdaj daleč večji kot kdajkoli prej. Skratka, poznati je bilo treba teren in načrtovati operacije mnogo, mnogo bolj natančno, kakor kdajkoli poprej. Zaradi tega so se pravzaprav na vojno pripravljali in nekateri, tudi generali, so videli, kaj se bo dogodilo. Tako je general Blasius Šemba, priimek vam pove, da je bil tudi slovenskih korenin, torej njegovi predniki so iz Gorij pri Bledu, ki je bil nekaj časa načelnik avstro-ogrskega generalštaba, 1912 leta eni spomenici za Franca Jožefa opisal prihajajočo vojno, če bo izbruhnila, da bo takšna, da ne bo uničevala kot vse doslej samo armad, ampak tudi možnosti za življenje, da bo to neka absolutna vojna, kjer ne bo več toliko meje med zaletjem in fronto, vse pravzaprav tisto, kar se je potem v 20. stoletju tudi zares zgodilo. In seveda zaradi tega bi bil mir še v toliko večjem interesu. Samo stvar je bila pa v tem, da ena generacija v Evropi pravzaprav vojne ni niti okusila in so jo predstavljali, da bo to, če bo nekaj kratkega, hitrega, niso vsi tako daleč pravzaprav videli kot ta general Žemva. In ne tako realistično. Torej, kar zadeva Rusijo, ki je ostala samo še črnomorska flota, je se po polomu 1905 ozirala, kako zdaj naj ona pravzaprav še ohrani status velike sile. In ugotovila je, da je treba se modernizirati in takrat so v Rusiji uvedli parlamentarni režim. To je šlo za pač politično modernizacijo. Izvajati so začeli nagle reforme pod vodstvom ministra Stolypina, ki si je za zgled vzel Nemčijo. In Rusija se je v času Stolypina razvijala neznansko hitro. Res je bila revščina v njej še vedno velikanska, toda iz leta v leto je bila za kakšno mesto po industrijski moči višje. V Nemčiji so začeli računati, da v 10-20 letih bo Rusija producirala toliko kot Nemčija, v 50 letih bo Nemčija proti Rusiji palček, če bo Rusija tako hitro napredovala. In so ugotovili, da 1916 je zadnje leto, kjer lahko računajo, da bi
z vojaškimi sredstvi Rusijo še lahko premagali. Pozneje bo vojna nemogoča. Ampak dokler so z Rusijo dobri odnosi, ne bi bilo težav. In če bi bil Bismarck seveda takrat še živ in za krmilom jih v resnici ne bi bilo, samo Bismarcka ni bilo več. In kaj se je začelo zdaj dogajati? Ravno ta mladi cesar William II. Je z nastopom vlade napravil eno veliko neumnost, ker ni nadaljeval Bismarckove politike do Rusije. In ko so Rusi ugotovili, da jih ne jemljejo v Berlinu več resno, so se ozrli za drugim zaveznikom v Evropi in to je bila Francija, ki ni bila sicer tako močna kot Nemčija, ampak vendarle je bila še vedno velika sila. In kakorkoli se je William II. Potem prizadeval popraviti to napako iz mladosti, iz prvih let vladanja, mu to nikakor ni uspelo. Ironija je pravzaprav ta, da so ruski diplomati v tistem času večinoma bili Nemci, in sicer baltski Nemci, in ki so pa bili bolj zvesti ruski kroni, kakršnimkoli načrtovanju neke nacionalne politike. Torej, arhitekti ruskega približevanja Franciji so se pisali Girs, Lambsdorff. Ta Lambsdorff je bil daljni sorodnik poznejšega zahodno-nemškega ministra grofa Lambsdorffa in Hartwig. Torej, 3 imena, 3 pa seveda še Vite. Torej, 4 imena, 4 nemški priimki, ampak seveda vsi v službi ruske krone in s primarnim pogledom, kaj je ruski interes. Rusija je v resnici imela težave, kot smo videli, pa vendarle jih je začela uspešno reševati. Tisti poraz 1905. leta je pa samo prepričal Rusijo, da je njej nevarna pomorska sila, medtem ko kopenske v mnogo manjši meri. Kajti Rusija ni pomorska dežela. Ker pa je velika, je pa v nevarnosti, da se kakšna pomorska sila, da jo napade iz ozad, torej iz recimo daljnovzhodnega prostora, ali skozi Baltik, ali skozi Severno morje. Skratka, ruski državniki so ugotovili, da njim veliko več kot zavezništvo s katerokoli kopensko silo prinaša zavezništvo z pomorskimi silami. Logično. In zaradi tega se je začela Rusija približevati Veliki Britaniji. Velika Britanija se je začela bati Nemčije in je na rusko snubljenje seveda odgovorila pozitivno. In Rusija je bila v zvezi s Francijo, Francija pa je tudi uredila svoja nasprotja z Veliko Britanijo. Če sta se Francija in Velika Britanija v 18. in 19. stoletju spopadali, sta bili v 20. stoletju v pravi harmoniji. Pri tem je imel vlogo morda še zadnjič v zgodovini britanski kralj Edward VII., ki je bil čakal na prestol silno dolgo in ga ni nihče resno imel, ker je živel življenje playboya, ampak potem, ko je končno prišel na prestol, se je pa izkazal
da ni neumen in je samo s svojim šarmom marsikaj uredil v odnosih s Francijo in v odnosih z Rusijo. Ko je prihajal v Pariz, to je znana anekdota, se je malce začudil, zakaj so Francozi republikanci, pa mu je ena od njegovih prijateljic rekla, sire, zato, ker nismo imeli nikoli kralja, kot ste vi. Torej, in v resnici Francozi in Angleži in Rusi niso imeli nasprotnih interesov. Hkrati je Rusiji po tem polomu leta 1905 torej ostala samo še Črnomorska flota, kar pomeni, da je samo tukaj Rusija bila še polna velesila in Balkan je postal ponovno žarišče njene zunanje politike. Rusija, zlasti njen beograjski poslanik Hartwig, ki mogoče mislimo na prvi pogled, da je bil Beograd seveda takrat majhna prestolnica s 40-50 tisoč ljudmi, ampak Hartwig je bil diplomat prvega reda, bil je celo nekaj časa kandidat za zunanjega ministra, potem so pa ugotovili, da je še sposobnejši človek na terenu. In on je spletel, pa srbski zunanji minister Milovanović, tisto zvezo, ki je točno pred 100 leti začela Balkansko vojno. Balkanska vojna je pomenila silovit uspeh za Rusijo, ker je ozemeljsko ločila Avstro-Ogrsko, ki je bila pravzaprav neke vrste nemški satelit, kar zadeva zunanjo politiko, v veliki politiki. Edino na Balkanu je imela še svoje interese in seveda Turčijo, ki je bila pa tudi naklonjena Nemčiji. Zlasti potem, ko so Nemčiji zaupali gradnjo turških železnic proti Meki in Bagdadu. No, in zdaj smo pravzaprav že tam, kjer so šahovnica in figure na njej pripravljeni za izbruh Prve svetovne vojne. Tako te največje sile. Dejal sem pa že, da Avstro-Ogrska je bila v tistem času sicer res 54-milijonska država, ampak država, ki je imela evidentno hude notranje težave, razjedali so jo nacionalni boji, razjedali so jo seveda še bolj tudi zaostajanja v modernizaciji. Avstro-Ogrska je in ni bila velika sila. Velika sila je bila samo nasproti balkanskim deželam. Že proti Rusiji je bila pravi palček. In na Dunaju se s tem seveda niso sprijaznili. In zlasti balkanske vojne so jih silno presenetile in oni so računali na Dunaju pač na to, da bojo Turki v balkanskih vojnah zmagali. Turčija je bila pravzaprav takoj poražena. In na Dunaju so se začeli zbirati okrog prestola zlasti ljudje, ki so mislili, da mora Avstro-Ogrska povečati svoj vpliv na Balkanu in še več, da je to ključ do njene povrnitve v status prave velike sile. Pri tem so zdaj trčili na mnogo uspešnejšo Rusijo. Ruska diplomacija je v tistem času uspela
vsaj še dve države pritegniti na svojo stran, in sicer Romunijo in Italijo. Čeprav sta obe bili v formalnem zavezništvu z Avstro-Ogrsko. V Romuniji je vladala celo Hohenzollernska dinastija, to se pravi katoliška veja iste dinastije kot v Nemčiji, samo da v Nemčiji pač protestantska veja vlada, in seveda v Italiji, ki je bila pač formalno zaveznica Avstro-Ogrske, pa so vendarle ruski diplomati uspeli navrtati to zavezništvo, seveda z obljubo, da bo na račun Avstro-Ogrske v primeru konflikta Italija dobila vse, kar hoče, da bo Jadran postal njeno morje. Na Dunaju je samo en človek videl, kam vse skupaj pravzaprav vodi, in to je bil prestolonaslednik Franz Ferdinand. Franz Ferdinand, ki ga nihče na Dunaju pravzaprav ni maral, ampak videl je v prihodnosti, in znan je njegov izrek, da morata Rusija in Avstrija se nekako sporazumeti, nikakor pa ne se spopasti zaradi Balkana. Če Avstrija zmaga na Balkanu proti ruskemu satelitu Srbiji, kaj bo dobila? Nekaj slivovih dreves, pa nekaj ovac. Drugega v Srbiji ni. In naj se zdaj avstrijski cesar in ruski car spopadeta za to, in Franz Ferdinand je rekel, še iz tega lahko dobijo samo nekaj koristnega revolucionarji. Samo svetovna revolucija lahko izbruhne. Samo Franz Ferdinand je junija meseca 1914 padel kot žrtev atentata. Poslali so ga na izzivalni obisk na manevre v Sarajevo, in to seveda na srbski nacionalni praznik Vidovdan, pri čemer on seveda ni čisto dobro razumel, kaj to pomeni na takšen dan prideti v deželo, ki je takrat imela še srbsko večino. Zanemarili so morda hote, ker na Dunaju bi najrajši videli, da Franca Ferdinanda ne bi bilo, še bolj pa so to želeli v Pešti, ker Madžarov pa Franz Ferdinand res ni maral. In kakorkoli že, Franz Ferdinand, edina glava na Dunaju, ki je še razmišljal o Balkanu, kolikor toliko hladno in preračunaval, je torej padel. Avstrija je pa takoj potem sklenila, da bo ta sarajevski zločin naprtila Srbiji oziroma srbski vladi. Kolikor se danes ve, srbska vlada v ta atentat ni bila vpletena. Bila pa je deloma vpletena srbska armada, ki je pa vlada ni nadzorovala. Tako kot so drugo balkansko vojno sprožili bolgarski vojaki mimo bolgarske vlade, mimo bolgarskega vladarja, tako so politizirajoči oficirji v srbski obveščevalni službi pomagali oborožiti mladince Srbe iz Bosne, ki so bili pač sklenili umoriti Franca Ferdinanda. Pri tem se je celo vodja srbske obveščevalne službe zavedal, kaj lahko nastane, in je poskušal v zadnjem hipu ta atentat preprečiti. Vendar
morilci so že bili razporejeni, torej v Sarajevo, in so čakali na žrtev, ki so jo potem tudi seveda eliminirali. In Evropa je seveda bila soglasna v obsodbi sarajevskega zločina. Samo Avstrija se je zavedala, da v tistem trenutku ne more začeti vojne iz preprostega gospodarskega razloga. Mesec junij je, ne julij. Torej, žetev je pred vrati. Žetev, ki rabi obilno delovnih rok, takrat gotovo. In so sklenili, da bojo malce počakali z samim izzivanjem vojne in so torej pravzaprav vojna izbruhnila en mesec dni pozneje. Vmes je bila pa seveda še žetev. In tisti prva obsodba zločinov v Sarajevu, čas zanjo je minil in spet so v evropskih prestolnicah začeli razmišljati vsaj nekaterih s hladno glavo, zlasti v Peterburgu. Če bi zdaj Avstrija začela vojno zaradi tega, prvi teden po sarajevskem atentatu najbrž Rusija ne bi nič ukrenila, ker je bil vtis takšnega zločina gromozanski. Drugi teden je pa že bilo vprašanje in tretji teden je bilo še večje vprašanje, četrti teden je bil pa na obisku v Peterburgu francoski predsednik Raymond Poincaré, to je brat znamenitega fizika Henrija Poincaréja in njegov premier. In takrat sta pa Rusija in Francija se domenili, da nikakor ne bosta dovolili, da bi Avstrija obračunala s Srbijo. Danes vemo, da je francoski premier posebej poklical avstrijskega poslanika na Peterburškem dvoru k sebi in mu je povedal, ker so pač Francozi slutili, da nekaj na Dunaju pripravljajo, je rekel mu, torej Francoz, da naj Dunaj ve, da ima Srbija prijatelje in to takšne, ki jo ne bodo nikoli zapustili. Naj se ne igrajo z ognjem. Avstrija pa je šla vseeno naprej, zlasti zato, ker se v Berlinu niti niso ukvarjali posebej z balkanskimi posli. Rekli, Balkan je stvar Avstrije, ampak nič drugega, samo na Balkanu še vodite samostojno politiko. Ampak tudi za Nemčijo jo vodite, ne? In so jim nekaj takega kot bjanko menico podpisali, torej dali popolnoma proste roke. In potem, ko Avstrija ni napravila 14 dni nič, so v Nemčiji mislili, da bo pravzaprav se zadovoljila z nečim manjšim in da je vojna ni več na dnevnem redu. Kajti v Berlinu so ne glede na impulzivnega cesarja razmišljali mnogo bolj racionalno. Cesar se je celo odpravil na počitnice. Torej, prepir je še danes v zgodovinarskih vrstah, ali so v Berlinu računali na vojno. In zdi se, da saj cesar in vrsta ministrov, ne, edino ministerski predsednik Bethmann Hollweg pa je očitno računal, ni niti enega papirja, vse je uspel uničiti, ki bi to dokazoval, samo računske knjige za njegove posesti pa so ohranjene in tiste so ga izdale, ker je sredi julija prodal vse delnice. Torej, vedel je, da bo vojna, ali pa da je lahko vojna. Ne? Ampak pri drugih nemških državnikih niti tega ne najdete. Najdete veleposlanika, oziroma takrat še so bili poslaniki, v Londonu, kneza Lichnowskega, ki si je najbolj od vseh pravzaprav poleg britanske diplomacije prizadeval za mir
da se stvar reši z nekakšno konferenco. Pri tem seveda ni uspel. No, in Avstrija je začela tudi sestavljati ultimat, za katerega so vedeli, da v Srbiji ne more biti sprejet, ker ga nobena suverena država takšnega ne more sprejeti. Torej, zahteva potem, da bi avstrijski policijski organi sodelovali na srbskem ozemlju v preiskavi proti eventualnim zvezam morilca Franca Ferdinanda proti, torej, da bi pri tem preiskavi sodelovali na ozemlju Srbije. Kaj zdaj to pomeni policijski organi? To lahko pomeni tudi 100.000 vojakov, če jih razglasiš za policijo. Skratka, to je bilo popolnoma nesprejemljivo in to so Avstrijci seveda vedeli, ampak vseeno so ultimat sestavili tako, glavni pisec je bil pa en Hrvat, ki pozneje postal zadnji avstro-ogrski ambasador v Švici, in ta je potem začinil stvar še z mnogo arogance in takšen dokument so potem 25. julija predali srbskemu ministru za zdravstvo, ki je takrat nadomeščal odsotnega predsednika vlade Pašića. V Srbiji gotovo nihče takrat ni želel vojne. Ampak za nobeno ceno pa seveda si po uspešnih balkanskih vojnah niso predstavljali, da bi Srbija postala nek satelit Avstro-Ogrske. In srbski diplomati in predsednik vlade in notranji minister, ki sta bila pač v glavnem vodila srbsko politiko, torej Nikola Pašić pa Stojan Protić, ona dva sta sestavila odgovor, ki ga je nemški cesar potem označil za res virtuoznega. Torej, pravzaprav vse drugo, razen tiste res nesprejemljive točke, je srbska vlada bila pripravljena seveda sprejeti. In Pašić, ki se je zavedal pač, za kakšen zgodovinski trenutek gre, je 2-3 minute pred iztekom ultimata se osebno oglasil na avstrijskem poslanstvu v Beogradu, ker ga je pa poslanik pričakal ne v predpisanem fraku, kakor se pač sprejema, ampak v popotni obleki, torej v navadni obleki, niti ne v smokingu, ampak niti v fraku, kaj še. Očitno je bilo, da kakršenkoli odgovor bo dala Srbija, takrat bo prekinitev diplomatskih odnosov, najmanj res pol ure, potem se je avstrijski poslanik že odpeljal iz Beograda. Ko je ultimat 2 dni prej prišel v Beograd, so se Srbi seveda obrnili na Rusijo, da pač apelirajo na carja, da jih vzame v zaščito. No in seveda ruska diplomacija je to v resnici tudi storila, ne iz kakšne ljubezni do Srbije posebne, ampak zaradi tega, ker je bila Srbija tako zelo povezana z Rusijo. In torej, ko so bili prekinjeni diplomatski odnosi, 27. julija 14 je nekaj ur potem prišel tudi carjev telegram, ki je pač vzbudil v Beogradu veliko navdušenje. Je car napisal, da
torej avstrijskemu poslaniku v Peterburgu, da v nobenem primeru Srbije ne bo zapustil in njenih interesov. No, in potem so bili zdaj v zadregi na Dunaju. Prekinili so diplomatske odnose, niso pa napovedali vojne. V tistih časih si je bilo to nemogoče predstavljati in zdaj so se začeli razbijati glavo, kako bojo oni vojno napovedali. In to je v resnici nekaj v diplomatski zgodovini najbolj nenavadnega, da so se potem spomnili, da Brzojav pa še vedno dela. In so poslali pač z navadno Brzojavko na srbsko zunanje ministrstvo in na vrhovno poveljstvo vojno napoved. In tu so srbski diplomati tisto gledali, najprej niso verjeli, da je to res, ker seveda bi lahko to z Dunaja nekdo poslal kar tako za hec, pravzaprav, da je to mistifikacija. Te Brzojavke so še danes ohranjene in so nekaj najbolj čudnega in ravno tukaj vidite, da je Avstrija pravzaprav hotela vojno za vsako ceno, ker elegantno bi pravzaprav lahko še zadnjič potegnila za zavoro, vse vojne ne moremo napovedati in tako kot se je to pač delalo. In zdaj so jih celo že v Berlinu pošteno mirili te Dunajčane, kaj vendar delajo, da sej ni nobenega razloga pravzaprav za vojno. Ampak potem, ko se je Avstrija spravila nad Srbijo, je Rusija seveda stopila tej v bran in zdaj, če bi to ostalo, bi seveda Avstrija bila v 14 dneh zbrisana z zemljevida, Nemčija tega ni mogla dovoliti. Zato je sama začela nastopati proti Rusiji. Rusija je bila povezana s Francijo, to je pomenilo, da mora Nemčija napasti še Francijo. Zdaj, Nemci so imeli krasen vojni načrt, da v primeru spopada z Francijo in Rusijo bojo najprej razbili Francijo. Vsi to je edini racionalni načrt. Ko v Rusijo greš, tudi če zmagaš, kako jo boš pa obvladal? Zmagati ni tako težko, ampak obvladati jo zaradi nepredstavljivih širjav je pravzaprav nemogoče. Francija je veliko manjša. Nemčija je računala, Francijo hitro premagamo in potem se spopademo z Rusijo, zmagamo in sklenemo mir. Nekaj bomo pač dobili, ampak prav veliko pa na vzhodu ne, ker se tudi navsezadnje ne splača. No, in tako se je pač znašla Evropa v plamenih prve svetovne vojne, veliko poneumnosti diplomatov, ki so namesto, da bi imeli interese, raje imeli prijateljstva. In ker so imeli Nemci tako briljanten načrt, da bojo Francoze presenetili, nemško-francoska meja je pravzaprav kratka in tam ni mogoče presenetiti, zato so računali, da je najboljše, če vdrejo čez Belgijo v Francijo. In to so tudi naredili, to je pa vznemirilo dokončno tudi Veliko Britanijo, ki lahko gledate od 17. stoletja dalje gleda na to, da nasproti nje na obalah, nasproti njenim obalam ni samo ene sile. Zato so nastopali proti Napoleonu, ki je obvladoval francoski, nizozemski, belgijski, nemški prostor in se niso pomirili, dokler Napoleon ni bil premagan. Zdaj je grozilo, da bo pač Nemčija obvladala vso Atlantsko obalo in to je konec za Anglijo kot velesilo. In zaradi tega je tudi Velika Britanija stopila seveda potem v vojno. In potem delala na tem, da
vstopijo tudi Združene države Amerike in to so pa dosegli s tem, da so se v Združenih državah preprosto zadolžili toliko, da če bi izgubili vojno, bi Združene države utrpele velikansko škodo, ki se niso mogle dovoliti. In potem so še razšifrirali dozojavko nemškega zunanjega ministra Arthurja Zimmermana, ki je snubila Mehiko, da napade Združene države Amerike, da jih zaposli. Ko se je Amerika počasi začela študirati, da bi pa le vstopila v Evropsko vojno, ne. In potem je ta minister Zimmerman napravil eno največjih bedarij v vsej diplomatski zgodovini, ko ga je nemški časnikar vprašal, da kaj pa bo rekel na ta ponaredek, ki so ga Angleži pač dostavili Amerikancem, ne, torej, da Nemčija snubi Mehiko za vojno proti Združenim državam, je rekel, to ni noben ponaredek, to je res. Ker je mislil, da se bojo Združene države ustrašile vojne na svojem dvorišču, ker Amerika ni imela pravzaprav takrat kopenske vojske. Ne? In ko so pa Američani to izvedli, da je to res, da Nemčija spletkari, leta 1917 so se pa odločili in vstopili v vojno in to je prineslo potem tudi takšen izid, ki ga vsi poznamo. Hvala lepa.